Gre za knjigo, ko ste slišali, ameriškega avtorja Abelova, kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajino. Sem moral pogledati na platno, ker je takšno zanimanje za knjigo bilo, da niti avtorskih izvodov nisem dobil. Skratka, gre za knjigo oziroma knjižico o verjetno najpomembnejšem dogajanju v sodobnem svetu, o dogajanju, od razpleta katerega bo odvisno to, kako bomo živeli v prihodnje, če bomo sploh še živeli. Skratka, na delu so sile, ki lahko to vojno, o kateri ta knjižica govori, pripelje do nekega kataklizmičnega zaključka. Ta knjiga pa ni pomembna samo zato, ker obravnava izjemno pomembno dogajanje, ampak tudi zato, morda še bolj, če govorimo o knjigi, še bolj, ker je o tem dogajanju, ker na voljo tudi v slovenskem prostoru, evropskem prostoru skoraj izključno propaganda, hranijo nas z manipulacijami in lažmi. Dejstva ne štejejo nič več. V taki pokrajini, v kateri zavlada cenzura in propaganda, je seveda toliko bolj dragoceno, da se lahko seznanimo z dejanskimi vzroki te vojne. Ta vojna ni neizvana ruska agresija, ampak je rezultat celega niza provokacij, ki si jih je Zahod pod vodstvom Združenih držav privoščil in stopnjeval bolj ali manj od razglasitve neodvisnosti Ukrajine naprej. Avtor Abelov je izjemno zadržan, uravnotežen, ni proruski, kar je danes zelo pogosta diskvalifikacija, ampak razlaga dejstva in nas seznanja z razpravami v Združenih državah, ki so pripravljale teren za začetek te vojne. In osnovna teza tega dela je, ko že pove sam naslov, da je to vojno zakuhal Zahod z veliko začetnico in knjiga natančno kaže in sledi tej dolgoročni provokativni dejavnosti. Skratka, ta knjiga nas bo seznanila z vzroki vojne. Vzroke vojne je nujno poznati, če želimo prispevati k temu, da se to vojno konča, dokler je še čas, in prepreči uničenje ne le Ukrajine, ki je glavna žrtev te vojne, in to ne žrtev ruske, ali pa izključno, ali pa samo ruske agresije, ampak preprečimo tudi uničenje Evrope in v Evropi naše državice. Pred kratkim smo imeli v tem prostoru pogovor o tej knjigi, ki je dostopen na, mislim, da YouTube oziroma nekje na spletu, in kakšno je zanimanje za seznanitev z dejstvi in resnico te vojne v Ukrajini, kaže tudi to, da se je ta posnetek ogledalo menda 10.000 ljudi do zdaj. Tako na kratko. Hvala lepa.